Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Pozdravljeni. Na Marsu se je vsem na očeh skrival vulkan. Sedaj so ga znanstveniki našli in to nedaleč stran od mesta, kjer se potika rover Vztrajnost. Observatorij Vera Rubin je pokazal, iz kakšnega testa je. Znanstveniki so objavili prve slike, posnete s tem observatorijem, in slike so presegla naša pričakovanja. Razvoj rakete Starship ne gre po načrtih. Na južnem nebu pa se je pojavila nova, ki je bila nekaj časa vidna s prostimi očmi. Gremo. Mars ni znan samo kot rdeči planet, ampak tudi kot planet z najvišjim znanim vulkanom v Osončju. Vulkan Olympus Mons je visok skoraj 22 km. Zadnjič je izbruhnil pred 25 milijoni let, kar je za Mars relativno pred kratkim. Olympus Mons je najmlajši med vsemi velikimi vulkani na Marsu. Olympus Mons seveda ni edini vulkan na Marsu. Številni ugasli vulkani na površju planeta nam povejo, da je na Marsu bruhalo skozi celotno zgodovino. Obstajajo celo posredni dokazi o tem, da je kakšen majhen izbruh možen tudi danes. Večjih izbruhov pa ne pričakujemo. Vulkane na Marsu še vedno odkrivamo, predvsem ko gre za manjše ali pa zelo stare vulkane. Še posebej slednji se znajo precej dobro skriti, tako kot na Zemlji. Lansko leto so znanstveniki na Marsu odkrili orjaški starodaven vulkan, ki v premeru meri 450 km in se dviga kar 9 km visoko. Kako to, da so ga odkrili šele sedaj? Čas vulkanu ni prizanašal. Namesto značilne stožčaste oblike je od vulkana ostala razgibana pokrajina visokih gorskih grebenov, prepredena z podori, kotlinami in dolinami. Odkritje je bilo čisto naključje. Je pa pokazalo, da se na površju in pod površjem še marsikaj skriva. Nedavno so znanstveniki objavili odkritje še enega vulkana, našli so ga na robu kraterja Jezero. Ta krater vam je mogoče znan. To je namreč območje, kjer se trenutno potepa rover Perseverance oziroma Vztrajnost. Rover tam ni po naključju, na tem območju je več dokazov o prisotnosti vode v preteklosti. Zato rover tam med drugim išče dokaze o morebitnem življenju. Predvsem življenju, ki naj bi obstajalo v preteklosti. A vrnimo se k vulkanu. Ta je bil zamaskiran, izgleda kot navadna gora, poznamo jo pod imenom Jezero Mons. Vulkan je širok okrog 21 km, torej kar konkretno velik. Če je gora zares bila včasih vulkan, bi to pojasnil marsikaj. Na primer, rover je v kraterju Jezero iskal sedimentne kamnine, torej kamnine, ki jih pričakujemo na območjih, ki so bile včasih prekrite z vodo. A prve kamnine, ki jih je rover odkril, so bile vulkanskega izvora. Kasneje je našel tudi sedimentne. Ampak, kaj je zdaj s temi vulkanskimi kamninami? No, če je vulkan Jezero Mons zares vulkan, potem bi te kamnine lahko bile posledica nekega izbruha tega vulkana v preteklosti. Da so znanstveniki pokazali, da gre verjetno res za vulkan, so zbrali podatke cele flote satelitov, ki opazujejo Mars, ter seveda roverja Vztrajnost. Starost vulkana ostaja neznanka, bilo pa bi zelo zanimivo, če bi vulkan obstajal nekako v istem obdobju kot voda v kraterju Jezero. V tem primeru bi mogoče v kraterju v vodi izhajal vroč plin iz razpok.
Podobni pogoji na Zemlji so na primer primerni za življenje. Torej globoko pod vodo, v oceanu, tam, kjer vroč plin izhaja iz zemeljske skorje, tam se najde življenje. Mars je vsekakor zelo zanimiv planet in eden izmed najbolj primernih krajev v Osončju, kjer bi poleg Zemlje lahko v preteklosti obstajalo življenje. In če ne drugega, je to dober razlog, da ga še naprej raziskujemo. V ponedeljek, 23. junija, so astronomi slovesno razkrili prve lepe rezultate opazovanj observatorija Vera Rubin. Gre za veliko stvar, observatorij je res nekaj posebenega in opazovanja bodo povzročila velik napredek v raziskovanju vesolja. Najprej nekaj o observatoriju. Observatorij stoji na gori Cerro Pachón v Čilu na višini 2670 metrov, torej skoraj tako visok, kot je Triglav. Gre za primarno ameriški projekt, vseeno pa ne smemo zanemariti prispevkov zainteresiranih inštitucij iz celega sveta, med njimi tudi Univerza v Novi Gorici, o tem nekoliko pozneje. Glavni del observatorija sta seveda teleskop in kamera. Teleskop je velik, premer glavnega zrcala, torej zrcala, ki lovi svetlobo iz vesolja, je 8,4 metra, kar ga uvršča med večje teleskope, ki opazujejo vidno svetlobo na Zemlji. Svetloba se od primarnega odbije do sekundarnega zrcala, ki je postavljeno nad glavnim zrcalom. Nato se svetloba zopet odbije nazaj do tretjega zrcala, ki je vdelano v primarno zrcalo. Gre za unikatno inženirsko rešitev. Svetloba se od tretjega zrcala odbije v kamero, ki je postavljena nad tretjim zrcalom. Kamera je tudi posebna, je ogromna, ima največjo lečo, kar so jih kadarkoli izdelali. Lastnosti teleskopa in kamere omogočajo, da posneta slika zajame velik del neba, tako velik, kot bi skupaj zložili 45 polnih lun na nebu. Običajno imajo tako veliki teleskopi in njihove kamere vidna polja, ki so veliko manjša od polne lune. Opazovanje s teleskopom na observatoriju Vera Rubin bo torej izjemno učinkovito. Še ena pomembna lastnost teleskopa je možnost hitrega obračanja. Na spletu lahko najdete filmčke, kjer vidite, kako hitro se stvar premika v živo. Hitro premikanje teleskopa zopet zvišuje njegovo učinkovitost opazovanja. Načrtovanje observatorija, iskanje sredstev in gradnja teleskopa in kamere je trajalo 2 desetletji. Takšna doba ni nič posebenega, saj gre za zelo kompleksen projekt. In zakaj tak observatorij sploh potrebujemo? Teleskop bo vsake 3 do 4 dni slikal celotno nebo, vidno iz Čila. In nebo bo pregledoval 10 let. Opazovanja istega dela neba bodo združili in s tem bodo na posameznem delu neba lahko videli še dlje v zgodovino vesolja, pokazali se bodo še šibkejši objekti. Na slikah se bo znašlo ogromno galaksij na različnih oddaljenosti od nas. Znanstveniki bodo s temi galaksijami lahko naredili 3D zemljevid porazdelitve galaksij in študija tega jim bo pomagala bolje razumeti temno snov in temno energijo. To sta 2 izjemno pomembni komponenti vesolja, ki vplivata na to, kako se vesolje samo razvija, ampak o teh 2 komponentah ne vemo skoraj ničesar. Potem je pa tukaj še druga pomembna funkcija opazovanj. Teleskop bo vsakih nekaj dni opazoval isti del neba. Prek primerjav slik istega dela neba, posnetih v različnih časih, bodo znanstveniki s pomočjo algoritmov iskali spremenljive vire na nebu, kot so zvezde, katerim si se spreminja, supernove
in pa še celo vrsta drugih pojavov. Število spremenljivih pojavov, ki jih bo našel observatorij, bo neverjetno. In to so pokazali že prvi posnetki. Na primer, v prvi noči opazovanj je observatorij odkril 2104 nove asteroide. Za občutek, prvi asteroid Ceres je bil odkrit leta 1801. Človeštvo je potrebovalo 162 let, da je odkrilo prvih 2104 asteroidov. Pričakujemo, da bo observatorij v nekaj letih odkril več milijonov novih asteroidov, kar je red velikosti vseh znanih asteroidov sedaj. V zapiske dodajam povezavo do objave prvih slik, tam so tudi zanimivi videi. Slike so namreč tako gromozanske, da jih lahko naenkrat gledamo le po koščkih in ti videi nam nekako pomagajo razumeti, kako velike in kak so dejansko te slike in kakšne podrobnosti so zapisane na teh slikah. Še nekaj številk. Observatorij bo vsako noč posnel okrog 2000 slik. Ker gre za gromozanske slike, kamera ima 3,2 megapiksle, bo velikost vseh teh slik okrog 16 terabajtov. 10 let opazovanj bo navrglo 50 petabajtov podatkov. Če vključimo vse procesirane podatke, pridemo do številke 500 petabajtov. Kot rečeno, pri projektu sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici. Tamkajšnje raziskovalce zanima raziskovanje temne energije in tranzientnih oziroma spremenljivih pojavov, kot so plimska raztrganja zvezd in supernove. V zadnjih letih je bil observatorij večkrat omenjen tudi kot žrtev svetlobnega onesnaženja satelitov. Satelit, ki med opazovanjem potuje prek vidnega polja, na pridobljeni sliki pusti svetlosled. Ker je teleskop tako velik, zbere veliko svetlobe, zato so sledi satelitov zelo svetle. Praktično ne bo slike, ki ne bi vsebovala vsaj nekaj sledi satelitov. Astronomi so razvili posebne algoritme, s katerimi bodo slik odstranili svetle sledi, in to se bo dalo v primeru ne preveč svetlih sledi. Najsvetlejše sledi bodo zelo problematične, saj bodo na kameri pustile določene artefakte. Opazovanje neba bo tudi prilagojeno, tako da bo število sledi čim manjše, v vsakem primeru bo pa po ocenah izgubljenega okrog 15% opazovalnega časa. In to je zelo veliko, glede na velike stroške izgradnje in obratovanja observatorija. Takšen megalomanski projekt me navdušuje, saj bo prinesel velik napredek v razumevanju vesolja. Po drugi strani pa me že navdaja za nostalgijo, saj nas vsak tak projekt še dodatno oddaljuje od klasičnega opazovanja. Profesionalna astronomija je v veliki meri postala stvar algoritmov in številk, kar je dobro za znanost, malo manj pa za dušo. No, vseeno se veselimo naslednjih let in prvih rezultatov, ki nam jih bo prinesel ta poseben observatorij. V četrtek, 19. junija, nas je presenetila novica, da je raketa Starship eksplodirala. Gre za mamutsko raketo, ki jo razvija podjetje SpaceX, torej podjetje Elona Muska. Gre za največjo raketo vseh časov, z največjo nosilnostjo. V vesolje bo lahko prinesla do 400 ton tovora. In če bi jo izstreljevali dovolj pogosto, bi bila posamezna izstrelitev tudi poceni, le nekaj milijonov evrov. Ampak to so zgolj napovedi in želje. Kaj bo v resnici, ko bo raketa delovala, ne vemo. In raketa je še daleč od svojih manjših sester, s katerimi je SpaceX v preteklih letih zaslovel. Do sedaj so raketo izstrelili 9-krat. Po sprva neuspelih izstrelitvah je raketa le poletela, izstrelitev še nikoli ni bila povsem uspešna, a to niti ni bilo za pričakovati. SpaceX ima pri dizajnu raket namreč svojevrstno taktiko trial and error. Podatki, ki jih dobijo pri posameznem neuspelem poizkusu,
pomagajo pri naslednji verziji rakete. V tej taktiki imajo različni akterji svoja mnenja, dejstvo pa je, da omogoča hitrejši napredek kot klasično dolgotrajno testiranje posameznih delov z upanjem, da bo končna raketa v prvo pripravljena za popoln polet. A tistega četrtka je raketa eksplodirala, še preden je poletela. Eksplodirala je med pripravo za test motorjev. Popustil naj bi rezervoar za tekoči dušik, ki potiska gorivo proti motorjem. Preiskava sicer še poteka. Naslednji testni polet se bo tako kar zavlekel, kar je velik udarec za razvoj in za podjetje. Ker se tudi prejšnji 3 poleti niso končali povsem po načrtih, je vprašanje, kdaj bo raketa pripravljena. Starship je ključna za program Starlink, megakonstelacijo več 10.000 satelitov, ki jo načrtuje SpaceX. Starship bo namreč v vesolje lahko prenesel precej več satelitov naenkrat kot dosedanje rakete in tako konstelacijo zgradil v doglednem času. Raketa Starship naj bi bila tudi ključni del NASInega programa Artemis, ki naj bi znova ponesel ljudi na Luno. In tu so potem še druge možne uporabe rakete. Seveda pa se raketa vedno omenja tudi kot najbolj primerna za prevoz ljudi do Marsa. Ampak najprej bo raketa morala vzleteti, tako kot je bilo zamišljeno. In do tega se zdi, bo poteklo še nekaj časa. Na južnem nebu je v preteklih tednih zablestela neopadljiva zvezda, tako imenovana nova. Nova je posebna oblika kozmične eksplozije, pri njej sodelujeta 2 zvezdi, ki se gibljeta ena okrog druge. Zvezdi v dvozvezdju nastaneta istočasno, a se zaradi različne mase ob rojstvu različno razvijata. Tista nekoliko masivnejša živi hitreje. Prej pokuri vodik v svojem središču, se napihne in odvrže zunanje plasti, od nje ostane le še vroče jedro, ki ga imenujemo bela pritlikavka. Z osamljeno belo pritlikavko se nič kaj posebnega ne dogaja, le ohlaja se. Če pa je bela pritlikavka del dvozvezdja, potem še ni rekla zadnje besede. Od svoje sosede začne vleči plin. Ta plin se počasi nalaga na površju bele pritlikavke, dokler ga ni toliko, da se vžge. Na površju zvezde stečejo jedrske reakcije. Sprosti se ogromno energije in zvezda za nekaj dni ali tednov močno zasveti. In to je nova. Če nam je zvezda dovolj blizu, je nova vidna s prostim očesom. Kot v primeru omenjene nove, ki se je pred nekaj tedni pojavila v smeri ozvezdja Volk na južnem nebu. Ker je na južnem nebu, je iz naših krajev ne moremo videti. Bi pa ob tem spomnil, da še vedno čakamo na novo v ozvezdju Severna krona. Šlo naj bi za novo, ki se periodično ponavlja približno vsakih 80 let. Znanstveniki so na podlagi opazovanj ocenili, da naj bi se nova pojavila prejšnjo jesen, ampak se ni. Verjetno se bo pojavila enkrat v naslednjem letu. Ali pa tudi ne, lahko da tega sistema enostavno ne razumemo dovolj dobro. A vseeno, takoj ko bo ta nova eksplodirala, vas bomo obvestili. Prišli smo do konca 19. epizode podcasta Portal v vesolje. To je bila zadnja epizoda prve sezone. Vrnemo se septembra. Vmes ne pozabite od časa do časa pogledati na naš spletni portal, kjer bomo še naprej objavljali zanimivosti iz sveta astronomije in astrofizike. Pred začetkom druge sezone ste vabljeni, da sporočite komentarje o podcastu in morebitne želje za vsebino oziroma format naslednje sezone. Lep pozdrav do septembra torej. In kot vedno,
Želim vam čim več jasnih poletnih noči.